Lep pozdrav, medje sva Ajda in Sara Isa. Obe dve stojiva za znamko Tivoli. Tivoli je znamka otroških oblačil. Ajda je diplomirana oblikovalka tekstil in oblačil, sama sem pa v bistvu že 15 let delujem v reklamni in filmski produkciji. Tako da sva v bistvu ideja za znamko je začela zoreti s tem, ko so se obema rodile tri hčere. Skupno. Ja, posebej. Posebej skupno. Ampak takrat sva nekako obe dve ugotovile, da je sploh pri nas zelo slaba ponudba pač kvalitetnih, oblikovno dovršenih, ekoloških oblačil za otroke. Tako da sva nekako združili izkušnjo, znanje pa neko skupno vizijo, da pač ustvariva eno novo znamko za otroke pri nas. Tako da Ajda bo pa malo več o znamki zdaj povedala. Ja, Tivoli je znamka, trajnostno naravnana znamka otroških oblačil, ki temelji na lokalni zgodbi, pravični proizvodnji, kvaliteti izdelave in oblikovni dovršenosti. Poleg omenjenega pač so poudarki še tudi seveda estetika, udobje, ker gre za otroke, se nam zdi tudi to pomembno, da pač imajo otroci možnost svobodnega in sproščenega gibanja v oblačilih, da so udobna, vzdržljiva, ampak hkrati tudi oblikovno dovršena, no. Stremiva k nekemu izčiščenemu videzu, ampak vseeno z nekim skančkom nostalgije, no, tako da so hkrati tudi tako diskretno edinstvena, no. Pomemben je seveda trajnostni vidik. Vsi proizvodni procesi temeljijo na spoštovanju, na spoštljivem in pravičnem odnosu do vloženega dela vseh udeležencev procesa proizvodnje in v skrbi za nek trajnostno vzdržen odnos do okolja. Bombaž, ki ga uporabljamo, je izdelan po GOTS in IVNB standardih. Potem vsi dodatki za oblačila pa v bistvu so lokalno, tradicionalno pač izdelani, gumbi slovenskega lesa, bombažno čipko, ki jo uporabljava, kleklo je v nekem družinskem podjetju v okolici Bohinja. Razvoj kolekcije poteka nekako od neke te osnovne ideje, neke vizualne inspiracije, osnutka koncepta, potem nato pač nastanejo prve skice, potem pa že sledi v bistvu izbira ustreznih materialov, ki jih ponavadi poiščeva oziroma se trudiva iskati jih na tekstilnih sejmih v tujini. Potem ta končni izbor materialov začrta potem nadaljnjo bolj usmerjeno načrtovanje modelov in kolekcije. Ko se vse to skupaj sestavi v neko usklajeno celoto, pač sledi izdelava vzorcev, potem fotografiranje v namene promocije. Zdaj s to kolekcijo za naslednjo jesen se nameravava predstaviti tudi na sejmu v Firencah, kjer upava, da bova dobili naročila, kakšna naročila, da bo lahko potem še povečala proizvodnjo. No, potem po predstavitvi te vzorčne kolekcije gre kolekcija v proizvodnjo. Kolekcijo izdelujejo v manjšem podjetju v Ljubljani, Gauros. Obseg posamezne kolekcije je do zdaj sva nekako okrog 200 kosov, na kolekcijo, tako nekako. Ciljne skupine kupcev, bi se pač strinjala tudi s tem, da se nočeva preveč zdaj omejevati, ampak pri nama je tako, da so to ponavadi ljudje, ki so na kakršenkoli način povezani z otroci, se pravi stari starši, tete, strici,
pa ljudje, ki jim nekaj pomeni, ta okoljski vidik, pa da je lokalno pridelano. In se mi zdi, da so ponavadi tako dobro ozaveščeni najni kupci. Prodajava prek lastne spletne trgovine, od oktobra dalje pa je večji del kolekcije na voljo tudi v spletnem butiku Comaket iz Hongkonga. Potem tudi naju so nekajkrat mediji že opazili in samo iniciativno pristopili k nama, tako da so jim tudi hvaležni za to, za ta začetni push. Udeležujeva se raznih tudi pop-up dogodkov, bile smo na božičnem art marketu, v prihodnje pa nameravava se bolj fokusirati še bolj na prodor v tujino, naprimer ravno ta udeležba na sejmu, mogoče v Firencah, si obetava tudi mogoče tukaj nekaj več tega. Promovirava se, oglašujeva se seveda prek družbenih omrežij, prisotni smo tudi na spletnem nakupovalnem portalu Babychino, ki je zrasel iz dokaj uveljavljenega istoimenskega bloga, družinsko usmerjenega, kjer se predstavlja nek skrben nabor takih manjših blagovnih znamk za otroke. Cilji za prihodnost so tudi tukaj usmerjeni bolj na še oblikovanje boljše strategije za prodor na tuje trge, tako tega spletnega marketinga, kot tudi mogoče te fizične prisotnosti na sejmih, kjer lahko naveževa neposreden stik z potencialnimi poslovnimi partnerji in kupci. Tako da to bi bilo nekako to. Imaš še ti kaj za dodati? Ja, Hvala za pozornost. Ja, hvala.